Pozdravljeni, sem psihologinja Lara in smo v rubriki Lara odgovarja. To je rubrika, v kateri odgovarjam na vaše vprašanja in vprašanje, ki sem ga prejela tokrat, se glasi, kako odpustiti. Odpustiti zato, da lahko grem naprej in da me več ne obremenjuje in ovira v življenju. In kot primer je navedena zloraba. Danes sem dobila zares zahtevno vprašanje in se bom zelo potrudila odgovoriti nanj. Naj za začetek začnemo tako, da namen odpuščanja v tem primeru je se pravi ta, da lahko ta oseba bolj kvalitetno živi, ne pa zato, ker bi si sam storilec tako zelo zaslužil odpuščanje. In v bistvu, ali si zasluži odpuščanje ali ne, ni predmet današnjega pogovora. In če izhajam iz tega, se sprašujem, ali je res ključno, da se fokusiramo na to, da odpustimo. Ali je v tem primeru, da lahko zaživimo naprej kvalitetno, najbolj pomembno to, da odpustimo. Moje osebno mnenje je, da je pa zagotovo ključno to, da predelamo svoja doživljanja in čustva, zato da lahko gremo potem naprej. In bolečina, ki jo čutimo danes, naša bolečina obstaja tako v naši preteklosti, kot tudi v naši prihodnosti. Terapevti se zelo veliko ukvarjamo z preteklostjo. Se pravi, kako so neki dogodki v preteklosti, neke naše izkušnje v preteklosti, kako so oblikovale naše razmišljanje, naša čustva in naše vedenje danes. In ukvarjamo se s tem, da na neki točki moramo opustiti to svojo fantazijo, da bomo preteklost spremenili. Ker je ne bomo, ker nas ta fantazija samo drži ujete na mestu. Lahko pa mi danes spremenimo naš odnos do preteklosti in zaživimo naprej. In ravno tako, kot je pomemben naš odnos do preteklosti, je pomemben tudi naš odnos do prihodnosti. Ker v bistvu tudi odnos, ki ga imamo do naše prihodnosti, vpliva na to, kako se počutimo zdaj, v sedanjosti. To, kar mi pričakujemo, da bomo v prihodnosti, to, tako kot si želimo živeti v prihodnosti, to, kar si želimo imeti v prihodnosti, ravno tako močno oblikuje to, kar čutimo zdaj, kot naša preteklost. In tudi to, kar vemo, da v prihodnosti zagotovo ne bomo imeli, ali pa to, kar ne bomo postali, nas lahko drži ujete v neki bolečini. Da povem, recimo, da dam primer. Če smo izgubili zaupanje do očeta, potem smo dober odnos z očetom izgubili tako zdaj, kot tudi v prihodnosti. In neka slika o tem, naša slika, naša predstava o tem, kaj je družina, kaj mi dobimo od družine, se razbije. Razbije se zdaj in razbije se v prihodnosti. Če jaz prekinem svojo partnersko zvezo zdaj, potem partnerske zveze nimam zdaj in tudi te iste partnerske zveze nimam v prihodnosti. In čeprav je v bistvu sama prihodnost umeščena v nek kasnejši čas, jo mi vsak dan ustvarjamo v svojih mislih. In če s svojo prihodnostjo nismo pomirjeni, če jo želimo zdaj nadzorovati, potem v bistvu samo izgubljamo dobro počutje v sedanjosti. Enako, kot da bi želeli spremeniti preteklost. Kaj skušam s tem povedati? Je, da če želite zaživeti naprej, raziščite, kaj ste v bistvu katero predstavo o svoji prihodnosti ste izgubili. Kaj je tisto, kar veste, da v prihodnosti ne boste imeli, kar vi ne boste, pa tega ne morete spustiti. In to je zelo individualna zadeva in
zelo odvisna od človeka do človeka, od situacije do situacije. Zato žal na to vprašanje ne morem dati končnega odgovora. Upam pa, da sem s tem naredila vsaj uvod v vaš odgovor. Če je še več vprašanj na to temo, ali pa če so še kakšna druga vprašanja, vas vabim, da mi jih zastavite v rubriki Lara odgovarja. Za danes se vam zahvaljujem in vas pozdravljam.